Nekaj splošnih dejstev za začetek. Zdaj verjetno med nami ni več nikogar, ki bi še dvomil v to, da se klimatske spremembe dogajajo in da ljudje strahovito hitro trošimo vire. To so podatki o CO2 v ozračju, ki jih izbira observatorij Mauna Loa na Havajih. Zakaj kažem to sliko? Spominjam se približno 8 let nazaj, ko smo izvajali en evropski projekt, je bilo rečeno v okoljskih in političnih krogih, da absolutno ne smemo preseči številke 400 enot. V smislu, svet se bo podrl, če bomo 400 enot presegli. Seveda smo jih že leta 2015. In kaj se še vidi iz tega grafa in kar je zastrašujoče? Krivulja se dviga z enako dinamiko ali še nekoliko bolj strmo kot v preteklosti. Vse to implicira, da imamo res veliko odgovornost, da se začnemo obnašati drugače, bolj odgovorno do planeta in do prihodnjih rodov. Potem ima Evropa še dodatne probleme. Evropi manjka surovin. Na zadnji listi kritičnih surovin, ki jo je izdala Evropska komisija letos, je že 30 elementov. Zelo smo strateško odvisni. Po drugi strani pa je Evropa že prepoznala priložnosti, in sicer priložnosti v odpadkih. 3 tone, več kot 3 tone se generira odpadkov na prebivalca. In to so različni odpadki iz različnih področij, da ne berem kateri. Zato vse to implicira oziroma nekako konsenz je na nivoju Evrope, da je nova ekonomska in družbena paradigma krožno gospodarstvo, kjer odpadek enega sistema nahrani drug sistem. Prednosti tega modela, številne, učinkovita raba virov, ravnamo z viri kot dober gospodar. Materiali se v tem modelu, v tem kontekstu uporabljajo v lokalnem okolju z vsemi prednostmi, ki jih takšne aktivnosti prinašajo. In to potem generira v večjo konkurenčnost gospodarstva, tudi eventualno nova delovna mesta. In to bi bila nekakšna etična rast, ki jemlje v obzir, da je planet eden, da imamo na njem polno neobnovljivih virov, ki jih trenutno zelo hitro trošimo. In če sedaj se vrnem nazaj, bolj na svoje področje, dejstvo je, da veliko odpadkov bi lahko porabil gradbeni sektor. Prvič zato, ker je ta panoga ogromen porabnik surovin. In ker je v evropskem gospodarstvu ta panoga tudi eden od ključnih sektorjev. Zakaj je uporaba odpadkov v gradbeništvu tako sinergijska, tako zaželena na nek način? Zato, ker se porabijo lahko velike količine odpadkov. Če imamo mi velike količine odpadkov, na drugi strani jasno potrebujemo velik ponor. Novi proizvodi so lahko boljši od tradicionalnih. Primer za to, čisto konkreten iz naše vsakdanje prakse. Žlindra iz jeklarskih peči, predelana v agregat, za obrabne asfaltne plasti, ima boljše lastnosti kot naravni agregati, ki jih mimogrede Slovenija sploh nima za ta namen in jih mora uvažati. In še en benefit, z različnimi postopki, z različnimi dodatki, lahko toksične snovi v odpadkih imobiliziramo. Seveda
pa tisto, kar sprojektiramo, kar želimo narediti, mora biti takšno, da je v praksi lahko to izpeljati. In sicer z običajnimi tehnologijami in z običajnim znanjem. Na tak način se potem ti materiali na najboljši možen način vgrajujejo. A je to možno? Glede na evropske dokumente, da. Ta obrnjen trikotnik ste videli verjetno že 100-krat. In pač kaže, da Evropa favorizira manj odpadkov, ponovno uporabo, recikliranje. Kakšna bo nova praksa, bom povedala na koncu, pri nas v Sloveniji. Torej, kakšna bo praksa, ne lepe besede v strategijah. In potem imamo na drugi strani še uredbo o gradbenih proizvodih, ta omogoča recikliranje tudi v tem segmentu. Torej imamo tudi gradbeno zakonodajo, ki to spodbuja in omogoča. Predelani odpadki lahko nadomeščajo te dve kategoriji v glavnem, lahko so še druge možnosti, ampak v glavnem naravne agregate ali pa veziva. Kaj je agregat? Da mogoče samo na hitro terminologijo predstavim. Agregat je tisto, čemur v praksi rečemo pesek mivka in je v gradbenih materialih zelo pomemben. In eden od agregatov, ki bi lahko nadomestil naravne materiale, naravne agregate, to se pravi materiale, ki se pridobivajo v kamnolomih, v gramoznicah, so gradbeni odpadki, predelani gradbeni odpadki. Nekaj statistike, v Sloveniji letno nastane tam okoli 5 milijonov ton gradbenih odpadkov. In ko gradbene odpadke predelamo, dobimo reciklirani agregat. Takšna je pač terminologija. Kakšna bo zdaj kakovost tega recikliranega agregata? Predvsem bo odvisna od tega, ali smo objekt selektivno rušili. Torej, objekt selektivno rušimo zaradi boljše kakovosti materialov in zaradi zdravja ljudi in okolja. Nekako pravilo je strnjeno v enem stavku, rušenje mora potekati v obratnem vrstnem redu, kot je bil objekt zgrajen. Tale slika prikazuje, kako se ne ruši. In če se vrnem na prejšnji stavek, v stavbi so lahko nevarni materiali, številni nevarni materiali, ampak v kontekstu, v današnjem kontekstu, tukaj, zdaj v Sloveniji, je najbolj pomemben, najbolj kritičen azbest. Azbest so naravni minerali, ki imajo vlaknato morfologijo in ki so se v preteklosti veliko uporabljali. Zaradi tega, ker imajo res fantastične lastnosti. To je super material. In zaradi teh lastnosti je praktično večen. Problem je, ker je večen tudi v telesu. Ta drobna vlakna, tole vlakno je dolgo 0,05 milimetra. Si predstavljate, da je to pač nevidno vlakno, ki lebdi v zraku in se potem lahko zapiči v pljuča ali v druga tkiva v telesu. In ker je azbest tako rezistenten, ga fiziološka tekočina do konca življenja ne more raztopiti. In na tem mestu, kjer je potem odložen, draži sluznico, to zdaj povzemam besede razlage medicincev, draži sluznico in s tem je pač človek v konstantnem tveganju, da se bo sprožila bolezen. Problem v Sloveniji je, ker je še vedno v okolju veliko azbesta in ker ljudje pravzaprav niso osveščeni. Uporaba azbesta je sicer prepovedana,
ni pa roka za odstranitev že vgrajenega. Kako naj ljudje vedo, ali imajo azbest v delovnem in bivalnem okolju? Zelo težko, zato ker za te stare objekte gradbenih dnevnikov praktično ni več. Zato bi bile res nujne evalvacije tistih kritičnih objektov in azbestna izkaznica. Veliko bolj pomembna kot energetska. Nočem energetske omalovaževati, ampak če te azbestne izkaznice oziroma vedenja o tem, kje v okolju v stavbah azbest je, lahko ljudje zbolijo in umrejo. Če se vrnem zdaj nazaj na recikliran agregat, če ga pravilno predelamo, je ta enakovreden naravnemu. In za ta agregat imamo iste standarde in isti sistem potrjevanja skladnosti kot za naravnega. Kakšna je možna uporaba? Številne možnosti uporabe, predvsem pa v zemeljskih delih, ker lahko porabimo velike količine. En primer prav tako iz enega projekta, ki je že končan. Primerjali smo obnašanje in lastnosti drobljenega betona kot agregata pod asfaltno plastjo v primerjavi z dolomitnim agregatom in ugotovili, da ima ta material, ki je pridobljen iz drobljenega betona, veliko boljše lastnosti v primerjavi z naravnim agregatom. Zdaj mi dovolite, da samo malo. Gre za eno obvestilo in povabilo za sodelovanje v našem enem projektu, v projektu Cinderella v obzorju 2020, ki ga vodi kolegica Alenka Mavko, ki je tudi soavtorica te predstavitve. Evropa dela veliko na tem, da se omogoči, da se vzpostavi okolje za krožno gospodarstvo. In prav v okviru tega projekta je bila narejena študija, kakšen milje je potrebno ustvariti za učinkovit prehod v krožno gospodarstvo. In tu je kombinacija nekih spodbud, ki naj bi nekako premagale te ključne ovire, ki so na poti do tega, da bi krožno gospodarstvo se v resnici učinkovito lahko implementiralo. In vezano na to vas vabim na en dogodek, ki bo 27. novembra letos, kjer bo pa predstavljen tudi pomen digitalizacije pri vzpostavljanju krožne ekonomije. Tukaj predvsem v smislu, da vzpostavimo sledljivost masnih tokov odpadkov, kaj se z njimi dogaja v času in prostoru, in na ta način lahko zagotovimo bolj varno, bolj učinkovito recikliranje. Kako je v Sloveniji? Ali se nam obeta tole? Če bi hotela delovati malo patetično, bi sliko opremila s črno zastavo. Ampak skušala bom čim bolj objektivno predstaviti, v čem je problem. Septembra 2020 je izšla revidirana uredba o odpadkih, ki velja za vse materiale, ki se iz odpadkov predelujejo in ki nimajo panožne uredbe. Recimo ta uredba ne velja za kompost in za digestat, ki imata takšno uredbo. In v tej uredbi je priloga 5, ki vpeljuje neke strožje dodatne kriterije za to, da se nek odpadek lahko reciklira v proizvod. Na tem primeru, če tole preberete in ponotranjite, boste videli, o čem govorim.
V levem stolpcu je kriterij za krom in za baker po novi uredbi. V desnem stolpcu je pa primerjava z Avstrijo. Avstrija ima sicer že dolgo časa to ne uredbo kot neko smernico, guideline. Veljavna je sedaj že 10. verzija, iz tega vidite, koliko časa in verjetno kako intenzivno so se Avstrijci s tem že ukvarjali. Recimo, če pogledamo za baker, Avstrijci imajo dovoljeno od 1 do 2 miligrama na kilogram. To je odvisno od tega, ali je ta predelani material, predelani gradbeni odpadek na koncu pokrit ali je izpostavljen, to se pravi, kakšna perkolacija je predvidena v življenjski dobi. Slovenski kriterij je pa 0,16. 0,16. S to uredbo se pravzaprav vračamo, po mojem mnenju, več 10 let nazaj. Sprašujem se torej, kam bodo sedaj šli vsi ti odpadki. Če se spomnite, prej sem vam dala informacijo, da na leto samo gradbenih odpadkov nastaja 5 milijonov ton, vseh ostalih skupaj z gradbenimi 8 milijonov ton. Tako da moje mnenje je, da sedaj je nujno, ampak res nujno najti nacionalni konsenz o tem, v katero smer se bo Slovenija na tem področju razvijala. A bomo vse odpadke, tudi tiste, ki bi jih lahko predelali, vozili v tujino, ali pa bomo razvijali krožno gospodarstvo, industrijsko simbiozo in posledično uživali številne benefite, ki jih taki modeli na nek način prinesejo. In po drugi strani me pa veseli v kontekstu usode planeta, torej to, kar sem rekla na začetku, da bomo ostali brez planeta, če bomo šli na tak način naprej. Ko vidim, da nekatere druge države, predvsem evropske države, hitro napredujejo, ker se zavedajo, da kontrolirana raba teh predelanih odpadkov, tudi če ni še čisto idealna, je zagotovo boljša kot stihijsko, ilegalno odlaganje. Toliko sem želela povedati. Najlepša hvala, ker ste me poslušali.